Valtra, finska zadeva. Pa ima fan konzolo tlela. Tole je kar kronka. Drugač pa tole 240 konjev, 6 ognjev. Tole je kar vleče, kabak. Vzmaten na blazinah, kabina vzmatena, spredaj, zadaj, videli. Tole ga moram pa ta prvo malo natankat, da je mne odcrknil pa iz sred pola. Kamo grubal, kamo norca. Je pa tele zadeve kar precej ukep. Mislim, velik. Za 240 konjev sploh ni toliko velik, ampak Bog ima še zadnji vse naprižen, pa to ga kar skrb ne nese. Holy shit. Nekaj je dosti kompliciral. Zdajle imaš na vsak stran blatnikov, imaš komande, zdajle imaš 5 parov ventilov, hidravlične brenze, zračne brenze. Zdajle je za isobus, da se pa s tisto konzolo not povezaš, da ne rabiš dodatnega računalnika od priključka, ampak spovezan v traktorju not s traktorskim ekranom. Traktor je tudi zelo dobro osvetljen, luči so posod na vsakem koncu, gor, pri stran, pri vratih, avtomatski priklop šarmilerjev, K80 priklop šarmilerjev. Zdajle imaš ventile za low sensing, da pa je traktor samo uravnava pretok olja, glede na priključek. Roke so 3. kategorije, patardica bi rekel človek, no. Pa ful je lepo narejen. Kakšen mu ta oblika traktorja ni lepa, ampak meni je v piko. Sploh un 4-cilinderski majhen kraj, s tole obliko je ima v piko, pa kakšna lepa barva je takega, da sam buleš. Lepa pa dobra zadeva, ni pa toliko prav pocena, ne. To so traktorji prve klase. Ta zadnje so 38 col, ta prve so 28 col, 600 širina. Ta zadnje so 710-70. Tako da je valar bi rekel človek, valar. Kar kušta, tako da jo ni pametno presekati. Tele imaš akumulatorje, še malo predalčkov. Tale traktor ima še hidravlično prečko spredaj, roke, štekarji, en par ventilov. Spredaj imaš tipke za hidravliko, gor pa dol spuščati, pa za tale par ventilov. Zadeva je oblazinjena, AdBlue, za dizel, za nafto. Tole je filter, tukaj gor ni šukal vodo, pa ne v crknu. Evo, tle zadaj so tudi te blazine, zračne. Je pa ta traktor tudi komplet v ledicah. Tle spredaj ima v maske, ne take fajne, takrat, ko svetijo zgleda čist rupen. Evo, da vidimo, kako to zgleda. A viš, tale traktor ni prav majhen in prideš lih kar posod do neha. Čakaj. Takole nekako zgleda. Še čist ponaven diši. Akco Power. Dajmo malo pogledati. Tile komande, kako to kaj laufa. V glavnem tle spredi, kaj ponavadi armatura, no tle ni nič. Tle imaš vse prekraj, takole, fletno. Tle imaš števc za obrate, za brzino, tiste opozorilne lučke. Tukaj ti kaže za brzino, pa ki imaš, to se pravi, čak bom jaz prvo mašino v luft dvignil, tole je za zadnjo hidravliko dvigati. Evo, sem jo v luft spravil. Pa imaš pa tle inverter, naprej, in ti tle pokaže puščico naprej, da greš. Pa v kateri grupi imam, to se pravi v C grupi, podaš pa sam gas, pa gre. Kaj nič. Pa ga pa spustiš, pa počaka. Zato je to ta brezstopenjski vario menjalnik. Tlele imaš statistiko, to imaš tukaj pa tudi lahko štelaš pri volanu. Pa imaš pa cel kapenek statistik, no. Za porabo, za števce, EHR, nastavitve, pretoke ventilov. Na temu ekranu imaš v bistvu samo to, kde gledaš. To se pravi 4 različne grupe imaš. Dajta počasna, dajta hitra, daj cestna. Je pa tudi tako, da je prestavila pa iz C grupe v D grupo avtomatsko prestavila. Jaz temu le zdaj lekam grubov, bomo po moje nastavljen tam na B grupo, ker moram približno 10 na uro leteti. Imaš pa inverter tudi tukaj, tole tipko, za naprej pa za nazaj. Levo, desno je en par, naprej nazaj je en par, tole je en par, tole je štand gas, ročen gas.
Ti tudi vse tukaj kaže, na koliko imaš nastavljen. Tole sem že rekel, je za te zadnjo hidravliko gor pa dol spuščati. Tukaj je za brzino štelati, ko gre maksimalno hiter. 57 se da nastaviti. Mislim pa, da gre ta traktor tam zelo 60, no, ali pa mora biti kakšen kilometer na uro manj. Imaš tega lepo je tudi takole naprej nazaj, to se pravi isto, ko zgasam, lahko pa s tem brzino nastavljaš. Za levo, desno imaš poje tempomate, čisto poje za 4x4, za špere, za te zadnjo hidravliko, da gre po želji gor pa dol. Tle imaš 4 pare ventilov, vseh parov ventilov zadaj je 5, hidravlike ne zmanjka. Spredi imaš tudi še par ventilov za radio, za muziko, luči rotacijske, volan, tukaj za vklop komplet hidravlike, vklop prednjega kardana, vklop te zadnjega kardana. Tle imaš cel kup električnih vtičenc, tle gor imaš klimo, avtomatsko tudi, ni da ni, radio. Se kar na Bluetooth prevežeš, da je to poj seka not. Senčnik, tle imaš hladilnik not, sovoznikov zec, evo takole gre gor, da pojo kakšno babo peleš, tle že en las vidim, en dolg las, svinska zastavca. No evo, zdaj pa če še tega velikega pogledamo, kako je. V bistvu imaš traktor spredaj, traktor zadaj, pa sam štelaš, kar rabaš, to se pravi, tale je za ventile zadaj, imaš pretoke, timer je, ni da ni. Tukaj imaš za komande štelati, kjer ventil s kakšno komando delov. Recimo tale tipka, pa da tle pritisneš, imaš poj, da ti dela ta 4. ventil in s tole tipko poj premikaš. Aja, pa bržgati je treba, da je aktiviran. In evo, zdaj mi s tole tipko ta 4. ventil spremina. Za vsak ventil posebej ga lahko nastaviš na kjerokoli tipko. Tole imaš za kardan, zdajle je v leru, pa imaš 540, 540 eko, 1000. Tlele imaš koliko lahko ti kardan štarta pa ugaši, zato da nimaš preveč obremenitve na ta zadnji stroj. Tole imaš pa spet za avtomatske vklope kardanov. Tlele pritisneš pa za ta prvi konc, imaš itak sam 1000 tako. Gremo tlele nazaj. Tole imaš pa za hidravliko, IHR nastavitve. To se pravi maksimalno višino, ko gre v luft, hitrost dviga za gor, hitrost dviga za dol. Tole je vzmetene hidravlike, tole je za zdrsavane. Tu je spodnja maja za ta zadnjo hidravliko. In ne vem, če recimo tle nastavim, da gre, kaj jaz vem, 60% dol, pa tale knop za dol pritisnemo in je šlo samo tokle dol pač, do 60%. Pa tega spet gor pritisneš in gre gor do tele maje, kakor sem pač le nastavil, do 7-ke. Jaz bom za tale grubrzele naštelil trenutno kar do konca dol, da ne bo kakšnih težav. Tlele imaš ostalo statistiko, ure, servis, tlele imaš tudi pa cel kup števcev, no, kolikrat hidravliko ti dvigneš, kolikrat te dol spustiš, res imaš veliko tega. Pa gremo pa spet na ta prvi konc recimo, imaš pa pač spet ventile za spredaj, pretok pa timerje, tako kot za zadaj, to je za ta prvi kardan, tako kot sem rekel, imaš itak 1000, tako pa imaš le za motor, tle imaš razne tempomate, to je ta drugi tempomat, to je ta prvi tempomat, tle so tipke, evo, če pritisnem dvojko, gre na tele ta male obrate, ko gre tle nastavljen. Takole še enkrat pritisneš, ti ugasne. Je pa tudi komplet slovenski meni, tako da je čist simpel, no. Pa vse je v slikah, pa vse je tako enostavno narejeno, meni je res prav všeč. Čist to rabiš par ur, pa imaš tole komandno ploščo noter, no, ker je res enostavna. Tole od 1 do 5 številke so za intenzivnost motorne bremze, a bolj bremza, a manj bremza. Tlele imaš poj za menjalnik, tempomati proti zdrsu, koliko intenziven je menjalnik glede na motor. Tole je za prestavljati grupe, to se pravi, lahko ti avtomatsko šalta iz CVD. Za koliko odziven je invertor, to se pravi za tole zadevo. Pol imaš tlele spet tele ročke, da nastavljaš kaj pomeni, za kaj kakšna komanda. To pa vse tle na not štelaš. Tako da je nastavitev cel kup. Tole je za vzmeteno primo. Še kalkulator imaš fletna noter, da v kakit račun ne izračunaš. Za kakšne cake pa to ne vem, itak je boh pa še vse zadej, ampak ena osnova je predstavljena, tako da se malo vidi, da je traktor kar patardica. To je pa računalnik od tiste lesjavance zadaj. Imaš pa tle zadaj tudi špegu, da vidiš na priključek. Evo, še en predalček, pa račun. No. Tlele spredi ni pa nič, tlele je pa gov. Tole igra mrzic, zračen, tudi je ful tak, ful prilagodljiv je, to se premika vse smeri, naprej nazaj, ni da ni. Traktor je res dober vzmeten in ti se peleš 60 na uro kar nič. Se ga kar dal navaditi.
Brisavcev je tudi na vsakmu vogala dost. Spredaj fajn, prekraj, zadaj. Evo, takole je fajn rivc, oren krivc. Pa stole, tako sem rekel, tele tipke so za grupo šaltati, evo, zdaj je v B prešaltal. Evo, zdaj imam v C-ju, pa sam flit na gas, druga ni. Pa zdaj pa je tudi avtomatsko šaltal. Evo, kva potegne kabek, evo, zdaj je v D dal. To se peleš kalort. Pa tudi brez klopke, sam inverter nazaj, še kar ga je v D-ju pustil. Pa malo gasa, pa se že pelamo rikvrc. Ja. Imaš pa tudi le inverter, tako sem rekel, evo. Tega naprej, pa gremo že dalje. Ja, ki ga tle zdaj malo nažgal, po ravnem. Sicer so tudi lukne, ampak da vidimo, kako se pele. Evo. Tele šalto v D-grupo, to se pravi ta hitro varianto. In se že palamo. Evo, čez lukne greš levška vsak avto. Pa še zadnji imam priključek, pa čisto lepo se pele. Tiste gruber zadnji, tera softer, ni lik prav lahka zadeva. To, kar še manj traktor bi precej guncal. Čaj, da vidim, koliko to dele kaj kur. Kak jim to jaz zdaj najdu. Na zdaj kur je ne 10 na uro. Sem dober, to se skozi neki zgasam zdaj bavam. To ga bi mogo dal cajt mide, bolj točen rekel, no, koliko to žge, koliko je to, kaj požrešen. Takole, kaj ga neki teraš pa probavaš, to je cigu-migu poj se številke. Jaz sem se kar navadil, da tlele roko držim, se tlele je en tak prijemal. Zato, da je kad te levo pa desno gon, da smo jih fiksiran na zice gor, da te ne meče kar na čovne. Da veš, tole recimo. Zato, ker zic gre levo pa desno, pa konzola, pa komplet. Tlele spredi imaš tudi dosti več preglednost, zato, ker ni telih armatura, ne, ker armature so vse samle postavljene, spredi ni nič in imaš res tako dober objektiv. Evo, takole nekak je pregleden. Rivca je sicer kar nekaj, ampak tlele pri straneh imaš pa cel kup enih šip. In tudi tle naprej se že kuj začne, a ne, zato ker tle ni bene armature, je vse samle postavljen. Tle je pa en drevo podrva jega. Smrekoj podrv, veter v zadnjo. Bo treba počidati. Sam ni naše, tako da bo en drug mogel počidati. Pika. Je to, kurva, gre hitre to. Gre, a ne? Pisa. To, če imaš oran fleke, to imaš kuj narejen. Ja, lej, 3 metre pa 3 metre. Ja, res, ja, pa hiter leti pa vse je. Seveda, se imaš traktor.
Ne, že na pol posijamo, ker imamo hitri letu, da vidim, kako tak je traktor od sebe. Ajde, gasa. Ile 15 na uro, kaj več? Na uro gre trenutno, tako da tudi pocis, nisi nič bolj počasen kot pa avto, če greš putostransko. Bej, ker manj kot 60 gre. Saj potem v števcu. 58, 57. S tem bom šel kar skor na avtocesto. A veš, kaj sem potem pozabil? Zadnji ga malo zožati, tiste lerine. Čak, tole moram pa zdrihtati, pride kakšen ga zapnem. Tole pa ni varno. Dobro, da ima tle malo zavič. Lih na motocross stezo. Da grem jaz skele zadnji tiste lerine zrihtati, ker tole sem pa preširok za na cesto. Sploh po rajtu nisem. Drugač ima pa tale traktor tudi tej komanjalnik in se pelem 58 na uro pod 1600 ali pa 1700, neko mes, obratam. Tako da fletne špara, dečko. Eno, to je to, malo na hitro sem pokazal. Traktor je super. Tako da se ga kar dal navaditi. Zaenkrat je pa to. Živ!